Zanima me navdih za ime razstave, odkot nasploh črpaš ideje za ustvarjanje? Torej, navdih za mojo razstavo črpam predvsem iz ženskega spola in pa seveda doživljanje življenja skozi vidika ženske, ki je povezana z naravo, ki obožuje rože, ki je čustvena, ki ima rada dogodivščine in tudi išče neke globlje pomene v življenju, torej neko simboliko. Torej, tvoje glavno področje je digitalno ustvarjanje. Zanima me, če še eksperimentiraš s kako drugo vrsto ustvarjanja. Ja, zelo rada slikam z akvareli. Poskusila sem tudi že oljne barve, sicer pa najpogosteje pa preferiram digitalno ilustracijo, ker imam tudi največ nadzora nad celotnim potekom. Torej, letošnji slogan Kunigunde je Zrcalo družbe. Zanima me, kaj je tisto glavno, kar nam želiš zrcaliti, sporočiti nam mladim na Kunigundi? Jaz sem v bistvu opazila, da predvsem zdaj v času korone, da se vedno več mladih zateka k naravi, k spiritualnosti, pač ljudje vedno bolj iščejo tisti neki notranji pomen v svetu. Hkrati smo pa vedno bolj prepleteni z tehnologijo, torej z družbenimi omrežji. In nekakor moja dela to tudi kažejo. Torej, na nek način sem zrcalo družbe, ker pač iščem to, kar se mi zdi, da zdaj veliko ljudi išče, in potem to preslikam na moja dela na digitalen način. Po 11 letih si letos presenetil surprise albumom Iru tok misli. Je počasi nastajal vsa ta leta ali si ta puls dobil v zadnjem času, ko se toliko dogaja v družbi? V bistvu je nastajal dvojni album Izpovedi razočaranega uma. Potem sem pa nepovezano s tem albumom naredil najprej to odprto pismo predsedniku in pol še razglednice. Jaz sem pol dobil nek flash, da bi naredil nek mini album. Pa v nekem momentu sem se odločil, da bi pa raje te dva komada dodal, pa namesto dvojnega albuma izdal dva dela albuma. In sem potem izdal v bistvu polovico tega albuma, tako da nekako tako. Je pa definitivno nastajal v zadnjih 10 letih od prejšnjega albuma, tako da. Kot si že omenil, si napisal odprto pismo predsedniku in razglednice, kjer si konkretno nagovoril njega. Podobno se izpostavlja Jadranka Juras pa Zlatko. In ker je letos rdeča nit festivala Zrcalo družbe, me zanima, kdo smo, ko se pogledamo v ogledalo, v bistvu, kaj kultura družba zrcali nazaj? Ja, jaz mislim, da je to vprašanje za vsakega posameznika, kdo je, ki se pogleda v ogledalo in da je najbolj važno, da se upa pogledati v ogledalo. Jaz vse pač, vem, da nisem bil tih, ki je marsikdo drug bil. Kako izgledajo vajne priprave na nastop, glede na to, da improvizirate na odru? V bistvu večkrat freestylaš, več vadaš, nikoli pa v bistvu ne veš zares, kaj se bo zgodilo. In pol, današnja pot je izgledala tako. Kaj si kuna? Ratama crazy in pač rimama, rapama takrat, ko pač imamo to priložnost. Imata 20 sekund za istočnico Zrcalo družbe. Go. Zrcalo družbe, o moj bog, prišlo bo do okužbe, bomo vsi dobili korono zaradi zrcale družbe, smo ob 7 milijonov oziroma 780. In to potem izpade tako kritično. Govorila sva o tem in na to zdaj repava politično. Tako, ne rečem, da tega ne znava, to da včasih je pretežka ta najina glava, rata zmešnjava od vseh teh grozovitih tem. Midva želiva sem prideti do to, da va ven ta problem. Z ekipo Icotovi zobi napovedujete nov album, v kateri fazi ste? Kako trenutna situacija vpliva na potek? Prinaša več navdiha ali več težav? Je zdaj tak, kar se tiče tega našega skupnega projekta, smo že res, zdaj pa res, že pri koncu. Nekje do 1. oktobra naj bi bil izdan master, potem pa se bomo odločili, kdaj bi pasalo nam, da gremo ven, torej uradno za albumom. Drugače pa drug fun fact o tebi je, da poleg repanja skejtaš, pa da si profesionalni mednarodni sodnik borderskih tekmovanj. In si bil sodnik v deskanju na snegu in imaš za sabo 2 izkušnji z olimpijskih iger, pa sodeloval si tudi pri sestavljanju sodniškega priročnika za olimpijske igre, kjer se je skejtalo prvič. To je kar zgodovinski dosežek, ki si ga verjetno spremljal. Kako se ti je zdelo?
V vsakem primeru je dober občutek, ne? Ko ti nekaj uspe narediti, sploh če si uspešen še recimo na globalni ravni, pa ni važno zdaj v čem, to vse skupaj nekako organsko se začelo razvijati. In če povem v bistvu še en fun fact, celotna kariera sodniška se je pravzaprav začela tukaj v Velenju.